Lep pozdrav vsem skupaj v današnjem predavanju. Bomo govorili o demografiji, sicer nam bo te živahne trende, ki se danes kažejo, razložil redni profesor dr. Matjaž Gams, ki se s tem ukvarja poleg svoje glavne stroke, mislim, da umetna inteligenca. Nikar prosim. Lepa, najprej hvala za povabilo, res me veseli, da sem tukaj med vami. Matica je taka inštitucija, ki jo občuduje dolgo leta in spoštujem in lepo, da ste prišli takšno število. Vodna misel je ta, ne bom govoril samo o demografiji, tukaj se naprej malce pozarjam, ampak bom govoril še nekaj drugih stvari. In osnovna misel je v bistvu tale. Znanost napreduje. Že? Ja. Če ni prežgal, potem se najbrž ni najbolj iskren. Pomakljam. Upam, da se zdaj sliši v redu. In znanost napreduje, vidimo, če dalje več. V drugi strani je pa nenavadno, da če dalje več ljudi verjame neke bajke, neresnice, mite in podobno. In kako je to mogoče? Tega ni predvidel praktično noben od teh vizionarjev informacijske družbe, recimo Kim se 20 let. Recimo, ali je Zemlja ploščata. Če dalje več ljudi verjame, da je Zemlja ploščata, dalje več kongresov imajo to tem. Ali vse nadomestnik podjetja. Pogosto to slišimo v Sloveniji, pride znamenic, znan človek, ekonomist, vem, kdo na televizijo, pa reče, lejte, vse imajo nadomestnik podjetja, lahko tuc, lahko kdorkoli, med drugim način tudi predmet poslovna inteligenca. In čisto osnovnik vsega je, oziroma zakaj je sploh vsaka igra, biznis pa poslovanje. Gre za to, kdo je resnik. To je alfa in omega celega dogajanja, potem prije pa na televizijo, pa ravno nasprotje reče tema, se pravi, bom dal drug primer. Ali je važno, da je ena kao matematiki? Najbrž je. Ko pa prije nekdo na televizijo, pa reče v ekonomskem smislu, da ena čisto vseeno, koliko je, pa ne vem, zakaj se strokovna društva ne pojavijo na televiziji, ne kritizirajo, tako naprej. Nerazumljivo. Ampak Slovenci izumirajo, je podoben primer, v tem smislu, da je odgovor je predvsem zelo preprost in jasen. Ampak vendar imate ljudi, ki pride na televizijo, pa reče, si to sploh ni res, to ne drži in tako dalje, so vse tri stvari zelo preprosto dokazujejo. Današnje predanje bo zahtevno, tako da se moramo upravičiti. Če bo po človeški brati preveč zahtevno, kar dvignite roko, pa me opozorite, bomo tempo malce znižali, ker če gremo skupaj na intelektualno potovanje, greste z menoj, to ni lahko potovanje, to ni poležavanje na nekih tropskih plažah, ampak je to pa nekaj dinamičnega. Boste pa slišali veliko stvari, ki niste še enkoli želeli, zato ker se tudi v javnosti v medijih ne dogajajo, so pa nekatere precej znane, vsaj v nekaterih znanstvenih krajih. Pa konec koncev tudi ljudje, ki pravijo, da Slovence ne izumirajo, pa da je Zemlja ploščata, tako naprej, tudi ti so ljudje, tudi do njih moramo biti strpni in spoštljivi. Po eni strani je treba imeti ta človeški pozitivni odnos, po drugi strani pa do znanosti, pa tam pa nekaj drži, nekaj pa ne drži. In zdaj bomo pogledali, kaj od tega naj bi bilo. Tu je moja predstavitev, ne vem, bi se na dolgo predstavila, največ nima smisla. Je veliko narejenega v tem času, vsega bi se dalo bistveno več, ne bi naštel vsega tega. Recimo samo rednik v Redniškem odboru 10 mednarodnih revij, glavni rednik revije Informatika, to je mednarodna članska slovenska revija, Progestov Presko Svobode, in še zdaj nekatere največje, najboljše svetovne in evropske projekte. Imam čez 100 člankov v revijah, 1400 nosov. Predamo pa 3 predmete, zdaj umetna inteligenca, poslovna inteligenca in pa kognitivna znanost. Tu pa za manjše število, mlajši predavajo večje število študentov, jaz pa sem še doktorantov. Tukaj še nekratko malo povzeto. Imamo v CERKU 35 zaposlenih, na leto ustvarimo milijon pa pol prihodka.
ampak od tega veliko večino dobimo na trgu. Mi želimo z roko usta. In 2/3 dobimo z Evropske unije. Tipičen projekt bi bil tak, recimo neki mobilni napravi, recimo na pametni uri delamo neko aplikacijo za ljudi. Na desni vidite primer zadnjih 6 primerih, ko smo se udeležili tekmovanj, smo dobili 5 prvih mest. Recimo tole je bilo Sussex Huawei, to je 2 leti zaporedoma smo zmagali. To so tekmovanja druga liga, to ni prva svetovna liga, to je druga svetovna liga, to so odprta tekmovanja na najboljših konferencah na svetu in tu smo, da smo od 5 zmagali v 6, verjete mi, to ne more biti slučaj. To je dokaz ene izredne kvalitete, seveda ne samo moje, celotnega tima, ki tle sodeluje. Doskrat v šali rečem, da smo najboljši odsek, ampak treba imeti eno pozitivno vizijo. Delno se ukvarja s strateškimi raziskavami, zdaj posebej na stara leta, recimo, ker sem malo manj operativno uspešen, strateško pa morda nekaj več. Ta zgornja slika tukaj desno, torej, da se vidi, se ne vidi, slika desno zgoraj, je, vidite tukaj, da je rdeče, nekje bolj rdeče, to kaže verjetnost, koliko časa bo človeštvo preživelo. To študijo smo naredili, ljudje ne verjamejo, da se da oceniti. Ampak če pogledate, koliko časa bom sam živel, verjetno bom živel še nekaj 10 let, tam potem gre pa verjetnost dol in da bom živel 100 ali pa 110 ali pa 120 let, je pa verjetno še živ zelo majhna. No, v nekem smislu je ta krivulja podobna, človeštvo bo zelo verjetno živelo tam do 1000, 10 000 let, potem je pa verjetno zelo majhna. To je zelo nenavaden rezultat, ampak kaže, da tudi drugi znanstveniki zadnje leta dobivajo podobne. To ne pomeni, da ne moramo živeti dlje, ampak to pomeni, da bo zelo težko živeti dlje in moramo biti zelo pametni. Zato na predavnih umetni inteligenci povem, da mi nujno potrebujemo superinteligenco, ker smo sami premalo pametni, da bi prišli do tja. Demografiji bomo govorili danes. O superinteligenci in pametni inteligenci pa imajo ožje področje in pa informacijska družba. Desna spoda je slika z predavanja lansko leto OZN, kjer se skuša razložiti, zakaj je pomembno, da ostavimo prepovedno avtonomna orožja. V državnem svetu, kjer sem pa 2 leti, imam pa zanimivo izkušnjo, 50% stvari, ki jih delam, razpe nič. Nič tega nič, napišeš nek predlog, dobiš odgovor ministrstva, bla, 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 rezultat je nič. Ampak 50%, živa Ivan. No, Ivan je pa moj življenjski mentor, ki ga posebej lepo sklepimo. In zaradi njega imamo v Sloveniji največ raziskovalcev umetne inteligence na prebivalca. A še pa moj rezultat, Recimo, dosega smo, da se protikadilski zakon ni olajšal in zaradi tega bo na leto nekaj več 10 ljudi preživelo. Dosega smo, da se lahko vozi avtonomna vozila in tako naprej. Za kar se tiče demografije, torej knjigica, vi knjigice naj bi krožili okrog, lepo prosim tisti, ki naj da naprej. Ena knjigica je bila knjiga demografije, druga je pa Slovenci izumirajo, 2 knjigi bi morali vedeti. Aha, no dajte potem, ko te pogleda, dajte da... Ja, sem gledate. Super, odlično, ne? In 13. leto že delava s profesorjem Janezom Mladenčičem to demografsko konferenco. On je vodilni slovenski demograf, sem samo predsednik koalicijskega odbora in skupaj delava demografsko konferenco na Inštitutu Jurij Štefan že 13. leto zapored. Tista drobna knjigica je pa bila knjiga slovenske demografije, nastala je na osnovi posveta v državnem svetu 16.5.2018, je bil kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda, se pa znam, da smo malce izzivali, naslov kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. To smo vedeli, da bo zadelo žlico določene posameznike in res jih je, ampak malce preveč, kak nismo pričakovali v Ampak ne glede na del, pa strokovno zelo kvaliteten ta dogodek in tudi kolega Janez Tergar, ki sedi tamle, živa Janez, je tudi sodeloval v tem dogodku. In tole je zaključek, ki ga vidite na kratko. Glavna teza je, da je politika
čudno posega na področje demografije, namesto da bi pustila stroki, da pove, katere zakonitosti so resnične in imamo tudi celo vrsto predlogov, za katere menimo, da bi jih veljalo vpeljati, ampak slovenska politika to bolj ali manj ignorira. Zakaj slovenska politika ignorira? Bomo teorije še slišali naprej, zdaj samo navajam, kako je. Torej, ni to v državnem svetu. Državni svet je to podpor uspeljal, ampak državni zbor, pa ministrstvo, zlasti ministrstvo za znanost, z njimi imamo pa konstantne poglede, ker menimo, da razmišljajo oni ideološko in namesto, da bi priznali ta strokovna dejstva in strokovne ukrepe in izboljšali življenje ljudi. Ne samo življenje dolgoročno, državnih Slovenije, ampak mladih, žensk, tako naprej. Vsi ti so v čedalje slabšem položaju, slabše živijo, kot so pred 10 leti. Recimo, ankete žensk kažejo, da so manj zadovoljne, kot so bile recimo 30 let nazaj po celem svetu. To je totalno nelogično, imate cel kot teh govora, kako z leta v leto napredujejo v nekih teh smerih, rezultat je pa negativen. Mislim, da je glavni razlog je ta ideološki, namesto da popustila stroka, da se to racionalno razmišlja in ukrepa, se iz neznanega razloga, oziroma eno potencialno razlago v tukaj predstavlja. Ampak poročilo je čisto objektivno, to so bili, ki so se delovali in potem so te poglavja in točke, recimo demografsko stanje in naprej so te točke. Za hitih malce pogledamo, recimo točka 4, možne vzroki za trenutno nizko stopnjo rodnosti, tam dosti neoporečna je ta bela knjiga z vsebino, seveda so pa notri predavanja, na osnovi kateri so se potem pojavile kritike. Tole kritiko je glavni doktor fizike iz Amerike. In potem se še malce pogleda, to je soliden, odličen raziskovalec, dela na področju letenja avionov in dela v Ameriki, prej pa dela v Pipistrelu, objavil je nekako v Svobodni priloge dela, moja kritiko name. In v prvem delu, rekel sem, z užitkom bral, ker sem končno en človek, s katerim se bo dalo debatirati, na drugem delu je pa napisal, da vidi v moje možgane in da notri nekaj tazga, kot nekaj rasističnega tazga, vsi ne vem, jaz ne znam videti v moje možgane, zunaj, ki je prebral mogoče 3 stavke, pa 3 strani, bo pa sobotno. In zgodila se je predvsem spletna ta masovka. Verjetno je v tih sobi kar nekaj ljudi, ki so že živeli take masovke, kot masovne histerije. Gospod minister tam nazadej, ki sedi, pa bi ga lepo pozdravil, mislim, da doživela tako, sicer veliko bolj odmevno, kot sem sam. Tako da ste verjetno veste, kaj mislite. Neki manjši meri se je to zgodilo tudi ne. Zdaj govori, to prvo delo nekako še kar korektno povzema in pravi, da sem po predstavitev državnosti 3 teze predstavil. Da je velika rast prebivalstva in da če bomo s tem nadaljevali, bomo uničili civilizacijo in predruženi planet. Teza 2 Slovenci, Lepejci, Belci izumirajo, ta je že sporna po njegovo. In teza 3 zahodna civilizacija slovenskih politiki mediji promovirajo zaton Slovencev. Ta je pa sploh čisto ni po njegovo. Ampak dokler bi debatirali v argumentih, bi rekel, da je to nič narobe, da bomo debatirati, ko pa govoriš o nekom, da je homofob, rasist, čovinist, so pa zame zelo neprijetni izrazi, zato ker mislim, da bi morali živeti strpno, kulturno, civilizirano, sem strogo proti diskriminaciji, strogo, nobenega ni treba diskriminirati, nobene skupine ljudi. Ni treba reči, črnke so neume, ali pa stare belce treba omakati, kot zdaj govori Obama, recimo. Nobena ni treba kar govoriti, ni nobene potrebe. Bodimo reči strpni, civilizirani, in bomo vsi lepše živeti. Zakaj se ta neka napadalnost pojavlja, recimo, temu rečemo rasizem, rečemo diskriminacija, ne vem, ampak v zadnji verziji raziskovanega zakona piše, da morajo vsi, ki dopolnijo pogoje za upokojitev, med drugim, so še drugi členi, ampak samo nekaj bomo podelili. Takoj nehati z vseh vodij projektov in tako naprej, kar že imajo, in smejo dobiti samo še 20% z državnih verov.
To je zlasti diskriminatorno do žensk raziskovalk, recimo zdaj stara 63 let, mora tako nekaj delati na vseh projektih, do katerih je zdaj delala in živela, zato, ker je nekdo se spomnil pa tak člen napisal. No, napisal sem dopis interen, sicer sem predsednikom v Sloveniji, da je to šlo pa čez vsako mero ta diskriminacija, ali mu rečemo rasizem, ne tisto, kar bi rekel mlade črnke ne smejo temu rekel rasizem, če pa rečeš vsi raziskovalci, je tisto neke vrste rasizem diskriminacija. Vsebina je sicer poslovna tajna, ampak to bomo gotovo še ponavljali v državnem svetu in tako naprej. Ker mislim, da je pa ta diskriminacija, ta pritisk, prisila, hudobija, je šla pa čez vsako mero. Recimo, zanimivo je tole, da se pogledati, koliko ljudi je dejansko pogledalo moje predavanje na YouTubeu. Dosegljivo, še tega mirno lahko pogledate. In koliko je bilo kritikov. In ugotovite, da je nekaj odstotkov ljudi, tisti, ki so me kritizirali po spletu, nekaj odstotkov tistih ljudi je dejansko pogledalo. To se pravi, da so kritizirali na osnovi mnenja drugih, ki so ali pa niso videli to moje predavanje. Se pravi, to je ta masovna histerija, res se ne take čudna pravila igre. Na tale spodnji voda naj bi trdil, da zagovarjam manj izobraževanja žensk. Potem sem malce razmislil in sem gotov, da sem do zdaj približno 1000krat rekel, da morajo ženske se bolj izobraževati. Nisem posebej rekel ženske, ampak sem rekel vsi. Zakaj? Ker sem raziskovalec, profesor, najbrž zagovarjam svoje področje, treba je več raziskovati, treba se je več učiti in učiti se je zdravo in dobro. Za mlade, za stare, za moške, za ženske, za vse, tudi kot ena miselna telovadba, kot bi rekel, zdravo življenje, pejte telovati, pa tako naprej. Učiti se splača enostavno z duševnega zdravja. Verjete mi, da sem približno 1000krat rekel, niti enkrat nisem rekel, da katerekoli kategorija, da naj se ne bi bolj izobraževala. Kako je pa do tega prišlo? Zato, ker je korelacija tiste ženske, ki imajo višjo izobrazbo, imajo manj otrok. Ampak če ti to korelacijo, ki je statično znana, poveš, a si potem moški šovinist. Če rečeš 1 in 1, 2, sem pa kaj? Me že kar strah, kaj je relativno. No, ampak zdaj se je pa zgodilo še nekaj pozitivnega, Ko sem na lastni koži izkusil to masovno histerijo, ko se je recimo gospodu ministru zgodilo, sem je zdel, da je to kar nekaj si prišljujejo tisti, ki ga napadajo, ampak tukaj sem pa sam lahko videl, kaj govorijo, kako producirajo te trditve, kako se nekako zbujajo med sabo, promovirajo med sabo. In zdaj se mi zdi, da znam delno različiti ta pojav. Delno znam različiti, mislim, ali pa domnevam, zakaj se dogajajo te masovke v spletnem prostoru. To je zdaj nova teorija, ki sem jo predstavil prvič letos. In sem rabil 2 ali 3 leta, da sem to ugotovil, vi boste pa si nekaj tukaj pametnega. Torej, 3 osnovna vprašanja so demografsko, kaj je res in kaj je res v demografiji, znamo, ki je temeljni dokazati in zakaj je tako ugodna reakcija. Najlažje točka 2, zna, kaj je res in kaj je res. Glede, kadar hočete karkoli preveriti, da drži ali ne drži, imate danes na voljo odlična orodja. Orodje številka 1 je Wikipedija. Kaj piše v Wikipediji, je res. To je enciklopedija, največja, najboljša enciklopedija. Včasih je bila enciklopedika Britannica. Danes, če se z nekom prebirate, pa ste vi strokovnjak, pa on ni, samo pogledajte v Wikipedijo, zelo velika verjetnost je, da boste vedeli, da ne. No, potem, ko uporabljate splet, je treba biti previden, potem so seveda pa članki in pa eksperti. Zdaj, če pogledate te osnovne stvari, če pogledate v Wikipediji, v člankih, recimo pri ekspertih, naprimer, David Attenborough je pred kratkim predaval teh demografskih vprašanjih o prenaseljenosti.1 in je govoril praktično isto, kar smo sami trdili. Samo nas so napadali, da je to, on je pa seveda zdaj pač v neki specifičnem stanju, star čez 90 let, svetovna autoriteta, pa še to, kar je povedal, je res. In zato ga tudi ni kritiziral. Mogoče smo mi znali malce, smo uporabili kakšno besedo narobe, ampak ne glede na to, David je res neverjetno čudovno videti.
Največje razlike so se pravzaprav v strokovnem smislu pojavljali do nekaterih slovenskih znanstvenikov, ki pa trdijo po meni res nenavadne stvari. Sem bil na kongresu, nekateri drugi demografski kongresi so tudi, recimo trdili so, da sistem vrednot ni pomemben za rodnost, da izobrazba vera nima povezava z rodnostjo, da muslimani nimajo več otrok, da izobražena ženska ima več otrok in podobno. Vse te stvari smo našli na teh, potem smo pristopili, pa se rekel, poslušajte, kako pa to pa ni skladno z res, z empiriko, kako je to mogoče, da je slovenska znanost taka, da ne zna reči ena, dva, ne vem. Ampak mislim, da v tehniško-naravoslovnih področjih to ni problem. Problem je v družboslovnih, ker imajo večjo navezavo na politiko in ideologijo. No, jaz sam nisem demograf, porabljam pa statistiko umetno inteligenco, strojno učenje in to profesor Bratko dobro pozna. In tam pač, če imaš kolikor toliko korektne podatke, potem dobiš zanimive ugotovitve, več kot običajna statistika. In tukaj smo razvili tudi nekaj metod, tudi doktorat, ki so bili na nivoju najbolj kvalitetnih metod v svetu. Se pravi, če igraš šah, ni treba, da igraš odlično šah kot človek, če uporabiš računalniški program, posekaš vse ljudi, in tudi tukaj je ta umetna inteligenca dala vrsto spoznanj, na katerih za kateri utemeljeno trdimo, da veljajo, in smo jih objavili predvsem v tistih 13 zaporednih konferencah. Teza 1. Prevelika rast prebivalstva bo uničila civilizacijo. Na levi zgoraj vidite rast prebivalstva, vidite, da je eksponentna. Tukaj desno zgoraj vidite, kako se opada izumirane živali. In preplikovali smo polovico kopnega, skurili smo pol fosilnih goriv, izumirane vrste 100-krat hitreje kot normalno, v 40 letih je 50% manj živali na svetu, v 27 letih je v Nemčiji 75% manj lepečih živali in zato govorimo o 6. velikem izumiranju, tam od spodaj je Kobertova dama, je pač njena knjiga The Sixth Extinction in če imate možnost jo prebrati, bi vam jo toplo priporočam. Teza 2. Kaj pa zdaj že rdeča? Ampak s tezo 1 je manj problemov, kot s tezo 2 pa s tezo 3. Teza 2 pravi, Slovenci, Evropejci, Belci izumirajo, vse te 3 kategorije imajo rodnost med 1,5 in 1,6. Rodnost 2,1 je trajnostna, se pravi pa rodnost 2,1 brez migracij števila prebivalcev stane na istem nivoju. Tukaj je pa problem v tem, da ta 1,6 pa 1,5 se z leta v leto eksponentno množi med sabo. To je obrestno-obrestni račun, kakorkoli pogledate. Ta razlika, ko v enem letu ni ogromna, se z generacijo v generacijo povečuje. Efekt čez nekaj časa, prvo leto ne vidite nobene razlike, ampak efekt čez nekaj časa je pa gromozanski zaradi narave eksponentne rasti. Eksponentna rast je ima njen posebne lastnosti, ki jih mi ljudje nekako naravno ne čutimo. Tukaj pogledajte leta 1950, to je tale modra, ne vidi se ničke, tale modra, temno-modra levo zgoraj, to je število prebivalcev leta 1950 v Evropi, je tam okrog 12%. In če pogledate zdaj projekcije do leta 2100, to ni tako daleč naprej, vidite, z 12% bomo šli na 6%. Kaj bomo pa še pomenili v svetu s takim številom prebivalcev? In približno pol prebivalstva bo živelo v Aziji, to je rdeča, in pol prebivalstva bo živelo na oranžnem, to je pa Afrika. Taka bo demografska slika leta 2100, tako kaže demografske projekcije. Zdaj nekoga to skrbi, druga pa ne. Eni so na tem navdušeni, drugi so na tem zaskrbljeni. Tale slikca je tudi zelo razburila veliko ljudi. Še vedno kaže 1 in 1 je 2. To so podatki in projekcije, ki so nesporne, ampak o tem se ne sme govoriti. To, če poveš, je prepovedano. Tale rdeča zgoraj na tistih grafikonih, levo zgoraj, je število, to je v Ameriki, število črnca. Ta črna, super, hvala. Če samo pa, da zdaj te pokazati.
Ta črna, vidite, črna, to so Hispanjolci, najbolj rastejo Hispanjolci, ne. Tole, kaj je zeleno, modra, so pa beli ne Hispanjolci. In takrat, ko smo jeli po svet, sem rekel, da je posčita pa Hispanjolcev, pa beli ne Hispanjolcev naločil, pač sem inženir, ne. In potem so si rekli, kakšen pa si, zame so vsi ljudje zamerje enaki, moške, ženske, Hispanjolci, ne Hispanjolci, vsi so ljudje, vse imajo svoje pravice, eni so druge barve, eni so druge spola, ampak vsi so ljudje, a ne? In zakaj bi zdaj to ločevali? V redu ločujejo, jaz tega sicer ne smem, ampak podatki statistične pa to ločujejo, ne? In tukaj vidite, da belci, ne Hispanjolci padejo in tukaj nekaj bo leta 45 bo kot polovica. Zdaj trde, da nihče ne izumira, je pa malce spominja na čase pred Darwinom. Pred Darwinom se trde, da nobena vrsta ne izumre. Tudi moa, tista velika ptica z Nove Zelandije, ne bo koli izumrla. Ko boste zadnjo pobili, čez nekaj časa se bo še ena pojavila nekaj zgodova. To je bila njihova filozofija. Darwin je pa to spremenil, pa rekel, vrste ne stava, ne izumirajo, vse teče. Ne? Ampak ko govoriš, da pa narodi izumirajo, ali pa da bo človeštvo izumrlo, ali pa da bo vesolce, da bo tudi vesolje enkrat na konc, kot vse tako, ga mi poznamo, a to pa ne. To pa ne more biti. Ne? Že pri narodih se ta zgodba ostavi. Ampak samo pogledajte, Indijancev je bilo leta 1555 milijonov, danes jih je 2 milijona. Aboriginov je bilo 1,25 milijona, danes jih je 50 tisoč. V Avstraliji, kje vidite kakšnega aborigina? Zelo težko. V Sloveniji nas je zdaj, oziroma leta 2100 bo prebivalstvo Slovencev pa narodnosti milijon, leta 2500 bo po projekciji 10 tisoč Slovencev po narodnosti ali pa katerikoli državljanov in pa državljank, ki so domorodni v Sloveniji recimo leta 2000. Tako je treba, da pogledate samo Slovence po narodnosti, lahko pogledate tudi Italijane, Mađare, Hrvate, pač vse tiste, ki živijo trenutno v Sloveniji. No, zdaj pa Japoncev bo pa po projekcijah leta 3000. Nič, cele nič. Tako kaže projekcija. In to niso moje, to sem pobral CNN-a tole zakon, da nam bo nesporazum. No, a pa še kakšni nedavni zamrli ljudje, tole so neandertalci, tole smo mi, samo ta ni pravilna slika, ker mi smo bili takrat črne barve. Že ko to meniš, to nekateri paničniki, pa je spolni dokaz, da smo mi takrat črne barve. Vsi smo prišli iz Afrike, smo bili črnci, vsi razne črncov, ki smo se razširili po celem svetu, smo bili črne barve, smo bili črnci in potem smo pobrali to belo polt od neandertalcev ali pa se je spremenila, zakaj bo, kako se je zgodilo. Ko smo prišli v Evropo, smo bili črnci. Neandertalci so živeli od 300 tisoč do 30 tisoč let nazaj, in so imeli so malo večjo glavo, kot mi, bolj čakati so bili, in zdaj zelo več, zakaj ne bi zamrli, najbolj so zamrli zaradi nas, ker smo bili ni bolj uspešni, ampak smo se z njimi uspešno prikrizali, smo bili 4% genetskega materijala, ki je pa tako razporejen, da v bistvu je 25% genetskega materijala je od neandertalcev. Zakaj smo mi to od njih pobrali? Zato, ker na ta način smo bolj občutljivi na bolezni. Mi beli ljudje smo tako nova vrsta, da smo zelo občutljivi na bolezni in moraš biti genetsko raznolik, čim bolj genetsko raznolik. In to smo dosegli s to foro, da smo se križali z neandertalci. Homo floresiensis je bil tako velik, 1 meter velik, kot tole, ta miza približno, in je imel tako veliko glavo, kot je moja pest. In ljudsko izročilo govori, da so nekaj časa živeli tam v enih jamah, skupaj še tam na tem otoku pri Indoneziji, tam kakšnih 5-10 tisoč let nazaj. Potem pa sem to, ko sem krajal otroke, sem pa šli to knežice, da se enkrat požgali, da so zakurali pred jamami in so vse. Tako pravi ljudsko izročilo. Pa so pa seveda ostanki kosti pa tega. Tole je na beli knjigi, to je roda 2,1, tole ima pa Slovenija. To bomo okrog leta 1980, ki bo zadnjo trajnostno leto, tukaj smo pa v minusu z rodnostjo in pač ni treba biti genialci, da gotoviš, da s tako rodnostjo boš tako prej zavrne. Ampak tako rodnost podobno imajo vsi delci, cela Evropa, Kitajska, to ga še del sveta ima približno tako rodnost. Razen nekih redkih izjem. Če pogledate Kitajsko, samo za štos, Kitajska ima
več pokrajin, koliko imamo mi, ne vem, Štajersko. Vsa te pokrajine so seveda malce večje. In gledajte, to je rodnost. Rodnost 8. Zdaj, tako 2,1, ki 2,1 je tista trajnostna. Nekateri kraji so spet spraviti na tole. Kako so to uspeli, moram reči, da jaz teh rezultatov ne razumem, ker niso v okviru možgansko sprejemljivega, v okviru tistega, kar je možno na civilne načine doseči. Ampak to so uradni statični podatki. To je samo tako, od svet. Tole pa je slovenska piramida. Tale piramida je že tako, že zdaj leta 2011 je taka nenormalna, Ta je pa leta 2100 brez emigrantov, tako da vidite, da brez emigrantov tako vsak veter, če tako piramido podre, heca se, ampak mi rabimo emigrante, tako da bo vsaj približno podobno nečemu, ampak ne pa preveč. Pametna mera mora biti, to, kar mi učitamo v državnem svetu stalno, je to, da brez pametne kontrole, kar na horuka, kar neki ljudi pride k nam, jih rabimo, ne rabimo, imamo svoji veliko brezposelnih, ki skrbimo za njih, ampak veliko pa najemamo oziroma sprejemamo. Čezmerno, ni problem v tem, da se jih sprejema, problem je v čezmernem sprejemanju na račun domorodnega prebivalstva. To pa rečemo, trdimo in v tem podatki stavimo. Nemo si nekaj teh številk še pogledati. Plato se seveda vsi poznamo. Med letom 50 in 55, se pravi sredi prejšnjega stoletja, je bila rodnost 5. No, zdaj v začetku stoletja je pa rodnost 2,5. Če damo 2,5 ali 2,1, pa s tem množimo sedanje število ljudi, pridemo v 10 generacije na 40 milijard. Če pa je rodnost 5, to se pravi 5 napram 2,5 je dvakrat več, ampak 2 na 10, 2 na 10 je približno 1000 in 40 milijard, potem ta projekcija prije na 40 000 milijard. To bi morali vsi matematiki komot razumeti. Skratka, tista dvojka, ki je na 2 na 10 je 1000 in potem to kaže tisto lastnost eksponentne rasti. V 13 generacij bi prišel človek na kvadratni meter zemlje, v 40 generacij bi prišel pa en človek na kilogram zemlje. To je seveda nesmisel. Zato, ker če ima človek poprečju 70 kilogramov, bi bila masa ljudi 70krat večja, kot je masa planeta, od kje bi pa to masa pobrala. Ampak vse te projekcije so tako, da se ne bodo nikoli v resnici zgodile, samo kažejo nam, kaj bi se zgodilo, če bi nadaljevali s to rastjo. No, Slovence smo že pogledali. Zdaj, kaj pa tle spornega? Se to osnovnošolska matematika. Zdaj, najbolj verjeten razlog, zakaj se o tem ne sme govoriti, zakaj je to dogma, je to, da nekdo forsira nek sistem vrednot, s katerim ustavlja svetovna rast prebivalstva. Ampak to zdaj je govoril že David Attenborough, to jaz govorim stalno, kot je približno tole. Če imate patriarhalno versko družino, ženske ne sami otroci, ki so usmerjene v kariero, emancipirane, izobražene, nimajo kontracepcije in tako naprej. To govori dela Bill Gates, David Attenborough, pa tudi moja malenkost. Vse te stvari je treba razbiti preko sistema vrednot in potem bo rodnost padla. In je to dobro in pametno. Zakaj? Zato, ker potem ne bomo prenaselili zemlje in zemlja ne bo propadla in človeštvo ne bo propadlo. To je treba delati. In to je treba podpirati, ampak očitno o tem ne smeš govoriti, ker to mora biti, ker to zgleda, da to lahko dosežeš, ali pa samo oni mislijo, da to lahko dosežeš, če tem napras ne govoriš. Zdaj je pa vprašanje seveda, kaj pa, če kdo to pove, pa ni David Attenborough, ampak si samo Matjaž Gamsu v Sloveniji, ja, potem si pa nadnalo. In glavni moja teza številka 2 je, da v redu, to je kar se tiče svetovnega prebivalstva. Ampak ko pa te kriterije še kar naprej uporabiš v Sloveniji, ki nas ni prav veliko, bomo mi zamrli spotoma. Kolateralna škoda. A ne smemo, a nimamo mi pravice poskrbeti, ne samo za Slovence, tudi za Hrvate in tako naprej, tudi strokovnjaki, da se s tem neha in to nekaj uveljavljajo v tistih državah, kjer je preveč ljudi, ne preveč otrok, ampak tam, kjer je pa že premalo otrok od Slovenije, bi pa rešil uveljavljati take ukrepe, da bi prenehali s to pretirano mehno rodnostjo. Tukaj je glavni konflikt. No, poglejmo še ta primer. V Braziliji so leta 1960 imeli 6,3 rodnost, to število žensk na število otrok na žensko.
leta 2009 pa 1,9. In potem so študirali, kako je do tega prišlo. In oni sami pišejo, recimo, da je bil seks v mestu, tista temna nadaljevanka, verjetno vsi poznate, je bil en glavnih razlogov. Kako to, ne? Potem, ko je poprečna Brazilka, se vprašala, zakaj bi pa jaz cel življenje preživela za šporhetom, pa malo skozi mazana, pa skozi ene otroke, ko privela pa nosila, zakaj se ne bi vozila prav po enem stropljenem avtu in lepih oblekah in uživala življenje. To je sprememba sistema vrednot. Zdaj malce karikirano, preprosto povedano, ampak na ta način, s tiste patriarkalne, kakršnekoli že družine, so prišli na ta modern, neoliberalen sistem in dejansko so dosegli 1,9, kar je super rezultat. Prav, ta padec rodnost je za pozdrav. Ampak Slovenija pa zgodba pa je za Slovence, delce in pa Evropejce pa zgodba drugačna. Mi pa izumiramo. Zdaj seveda, če imate 300 milijonov ljudi, se to še ne pozna tako na hitro zelo veliko. Ne? Če imate pa 2 milijona ljudi, a pa milijon ljudi, pa zgodba drugačna. Ne? In slabo je to, da potem zaradi tega živijo marsikatere kategorije ljudi slabše. Mladi, starši, otroki, družina, vse tisto, kar je nekoč predstavljalo umirjeno, varno, privatno življenje, se zdaj nekako najde pod udarcem, pod pritiskom, to treba običiti, razbiti na razne načine, ne? In to potem seveda povzroči padec kvalitete življenja. In tudi te pretirane migracije povzročajo destabilizacijo prebivalstva in posledično vse to pelje v smeri izumirane Slovence. No, potem so še neke druge misli. Tole, kdo pa vpliva na ljudi? Vemo recimo, da Bill Gates tisto svojo strašno finančno podprto kampanjo skuša zmanjšati rodnost v Afriki. Ampak seveda skuša operati televizijo pa seks v mestu, ampak skuša tudi zmanjšati umrljivost, na razne načine skuša to doseči. To skuša doseči, ampak zanimiv je pa ta vpliv spletnih velikanov. Imel sem že, da sem to na konferenciji Etika poročal in vas povabil zraven, če imate kakšne etične misli zanimive. Tudi drugo leto bo konferenca oktobra na Inštitutu Jože Štefan in to je letos je bila prva konferenca v etiki, drugo leto bo druga. Zdi se nam, da je ta tema etike v današnjem času, da imate toliko lažnih novic pa tega, da je prav, da se te malce pogovorimo. No, kaj vpliva na ljudi? In zgleda, da močno vplivajo spletni velikani. Kdo so to? Facebook, Google, YouTube in tako dalje. In kaj oni vsebujejo v možgane ljudi? Možgani ljudi so tako kot ena goba, posebej mlajši, ko vplivajo informacije. Če nekaj časa šibate informacije, zgleda, da se kar pijejo tega in ponavljajo kot papi. Ampak zgleda, da si sploh ne znamo pomagati. Dokler nisi dosti star, pa dovolj močen začaj, nimaš kakšne strašne drambe. To zgleda, da je to človeška lastnost. In ti posebej tam mlade, so tele spletni velikani, so jim cel kup teh vrednot rodnosti vbilo v glavo, kar je fino, da se svetovna rodnost zmanjšuje. Ampak ta neoliberalni globalizem, torej to noro potrošništvo, ki ga šibajo, pa ni fajn za vse ljudi. To je fajn za elite. Čim večja je, čim bolj globalna skema, tem manj elit, ampak tiste elite so toliko bogatejše in toliko močnejše. Za njih demokracija pa take stvari ne veljajo več. In to v svetu je meni se dela 20 ljudi, ki ima približno polovica celega svetovnega premoženja. Žal je pa to, da je to tudi pot proti vojni. Če poznate Pikettyja, to je ta velika neenakost ponovadi povzroči svetovno vojno. Ali pa ta, zakaj je čedalje več ljudi, ki verjamejo, da je Zemlja ploščata? Zgleda to takole. Če grem na YouTube, pa vprašam, Zemlja je ploščata, ne? Pa mi pokaže en filmček. Naslednjič mi pokaže 2, naslednjič 4, čez nekaj časa dobijo reklamo za knjigo, da Zemlja ploščata. Zakaj do tega pride? Sistemi umetne inteligence, tako imenovani recommendation systems, ugotovijo, kaj me zanima in mi čedalje več tovrstnih informacij začnejo pošiljati. To je stvar, ki je načeloma zelo uporabna, skazala se je dobra za reklame pa za vrste drugih stvari, ampak na ljudi vpliva pa tako, da čez nekaj časa so čedalje bolj prepričani v tisto, pa čeprav je popolnoma zgrešeno, s čemer so prišli. Čez nekaj časa reče, pa pogledajte, cel svet govori, da Zemlja ploščata, kaj vam boste vzeli nekaj prepričevati? Zato, ker oni dejansko dobijo od celotnega spleta samo to informacijo. No, v dobro spletnim velikanom bi rekel to, da so to ugotovili,
in da so dejansko zmanjšali tovrstne informacije. Recimo, na YouTube zdaj ne morate več napisati, da je zemlja ploščata, kar vam bo zavrnil, kot hate speech. In tudi za cepanje vam bo zavrnil. Da ne morate več napisati, da je cepanje škodljivo. Kar ne prišel. In to je edino pravilno. Ko se prej v Minu svobode to dopuščali, bil efekt tega, to, da so ljudem, da je ta sistem spleta ljudem prav glave, da so verjeli v take čudne stvari. To zdaj razumemo, da treba nička pospešiti. Tukaj da bi upozoril samo še na tukaj palec kvalitete življenja, pa sem že prej na hitro omenil. Zanimiv je ta pojav, da imajo zdaj v Evropi pa v Ameriki mladi moški 50% manj srednjenčic kot pa pred 50 leti. In če pogledate tale Živstvit tukaj, nekaj 10 let sem opozval poročila, ko so posamezne strokovnjaki to poročali, in da so oni mediji so izofrkavali, so se delali norce od njih in to, da ko videli, so se tudi sam smejal, to je pa res smešno, kakšno bedelijo so odkrili. No, potem je pa en izraelski strokovnjak zbral vse te študije in je to nesporno znanstveno dokazal, tako da ne bi več mogel govarjati, potem je nekaj to objavil in zdaj vemo, da je to tako. Zakaj so nekaj 10 let, so vsi mediji šli norce z tega? To je čudno. In zakaj zdaj nihče nima nobene obsežne raziskave, recimo v Ameriki, a po Sloveniji, zakaj ni bene srednje raziskave, če imate 50% semenčic? Mogoče mislite, da je to, vse zaradi tega niste še neplodni, ampak zaradi tega strečen so pa moški pol moški danes, pa tudi manj kolesterola, tako naprej. Kot bi nekdo hotel moške degradira ta bolniček. Ne zelo tega. Ampak veste, to so znanstveni podatki. Zakaj nihče ne reagira na to? Imam tudi 1 do 2 prosovnici, kadar imam druga predavanja na temo zdravega življenja. In če imate mlade vnuke, kaj podobnega, dajte vodo filtrirati. Zelo verjetno so krivi ti hormonski motilci, te hormoni, ki vplivajo na rast moških, pa morda tudi že pri mamicah. In vode treba, vsak filter zadošča, ki ima v sebi to možnosti. Te hormoni so zelo mehni, zelo mehne molekule, morate imeti aktivno oglje, če kupite tistega ogriti, morate menjati vsake par tednov, drugače pa so pa tudi polete ali to vrstne filtre stimuliranjem. Ta zbrito že, če ga vedno menjate. Potem pa tudi seveda za, zdaj bo povedal nekaj zelo profanega, če imate nekaj podobnega, ne kupujete elastičnih spodnjih delov oblačila, ampak jih kupujete rajše 2 številke večje. Kratka, to je treba paziti, ker to ni šala. Narave, mi smo naravna bitja in če nekdo to naravnost hudo okrni, se sigurno mora nekje poznati. Kratka, časa za naravno razmišljanje, kaj to naravno želje ni več. Bi še to omenil, da pred kratkim smo imeli spet daljša debata z ministrstvom za delo, družina in tako naprej državnem svetu, ker uvajajo moške porodniške. Moške porodniške zmanjšujejo rodnost. Razlog je težko na hitro povedati, ampak če je otrok zelo drag, jih imate lahko zelo malo. Ne dragocen, ampak drag. Če je otrok predrag, prezahtevno imeti otroka, jih ne morate imeti veliko. In to so vsi taki ukrepi, ki znižujejo nekako uspeh karijere moških, žensk in tako naprej. Tudi ženska porodniška doba je negativna za rodnost. Ampak ni časa, da bi tole šli nekako naprej. Možno pa je, da to nihče ne forsira, da se to dogaja samo od sebe, emergentno. To je bilo kaj pojavnik, ki se zgodi, ne da bi to kdo sforsiral. Vete, to je tako imenovana mišeutopija, kjer je veliki sobi, je prostora za 3000 miši in jih dajo noter recimo 100. In število miši raste tam nekje do 2000, 2200, tam nekje 2500, nekaj časa tam varira, malce okrog in potem začne padati in pade na nič. Čeprav to mišeutopija, imajo hrane, ko krčijo, vode, ko krčijo, naravnih sovražnikov, ni bolezni, ni, ker se reagirajo, tako naprej. Kako je to možno? Kaj pa imajo miši tazga drugega kot? Jej, pi, ne vem, ko se reče, ljubi se, zaresete, ne vem, kako bi uporabil, in pa se ga vem mladiče. In
če pogledate te družbene pojave, ki se zgodijo noter, ugotovite, da so nekateri podobni najbolj naprednim današnjim družbam, recimo japonski ali pa švedski, recimo razpad družine. Zanimiv pojav je tole, da samci prenehajo biti agresivni samci, ženske, da samice postajajo aktivne borke, ampak kakorkoli, nobena izmed teh variant ni dobra za tako imenovano družino. Kaj je višja družina, bi spet morali debatirati, ampak za višjo družino to ni uspešno. Pojavijo se lepe miši. Lepe miši se ne tepajo, so lepe zato, ker nimajo brazgotin, ker se ne tepajo. Ne tepajo se, nimajo mladičev, žurajo, a vas spomina to na kakšen pojav? Po 2-3 letih sem uspel ugotoviti, kaj je razlog za to, za mišjo utopijo, razlaga za mišjo utopijo. In razlog je, da ta utopična razmera blagostanje in pa prenesebnost povzroči spremembo družbeno-kulturnega sistema vrednot. Če bo vprašanje, bom skušal to na hitro razložiti, ampak zdaj smo že malo pozni, pa bi šel kar naprej. Kaj je to še zanimivega? Ja, neenakost narašča, posledično narašča sovražnost znotraj družbe, polarizacija družbe, napadi na znanost, napadi na drugačno misleče, ta histerična homogenizacija, to, da se preko spleta pojav neka histerija, ta je pa baraba, dajmo ga, nakritizirati, to je vse nekako v skladu s temi družbenimi pojavi. In to še ni tako tragično, tragično bi pa takrat, kadar bi te stvari pripeljale do neke svetovne ali pa večje vojne, takrat pa bi strani. Ampak žal ne, vse te, če pogledate te, recimo Piketty, Stiglitza, tele, vidite, posebej Piketty je to napovedal, rekel, že sedaj je tako velika neenakost, da v preteklih časih bi že zdavno imeli svetovno vojno. Današnji časi so pa toliko drugačni, da še ni vojne, ampak gre pa žal v tej smeri. Tega se moramo zavedati, da ne bi do te grozovitosti prišlo. Teza 1, 2 in 3 po moje držijo, da se podpre, da se dokazati, da se o tem seveda debatirati, zakaj ne. Ampak mislim, da nesporno držijo. Bolj zanimivo vprašanje, ki se je pojavilo v zadnjih časih, je, kdo to vpliva na ljudi. In ali je to delno emergenten pojav, vemo, da nekateri skušajo na to vplivati, da bi zmanjšali svetovno narodnost, kar je v redu. Narobe je to, ko iste kriterije skušamo peljati v Sloveniji, kot pa prvek narodnost. To je to, a so ljudje morajo vsi ljudje hujšati, a ne? Ja, predvsem ljudje nič narobe, če hujšajo. Kaj pa tisti, ki so že zdaj presuhi, pa malo bolemijo, pa ne vem kaj, Pa ni vrido, če hujšajo, niso vsi kriteriji za vse enako uspešni. In nekoč sem v našem odseku, zelo pred kratkim, ki ima 35 ljudi, na sestanku odseka, smo debatirali o tem in se rekel, dajte, neverjetno, koliko ste vi mladi, imate upravne možgane, tako imate v heco, rekel, ta vpliv, da je večji kot v komunističnih časih. Jaz sem živel v komunistični Jugoslaviji, na tisto partijo brez zamere smo se nekateri bolj ali manj žvižgali, si pač vzel kulturno zlo in si bolj ali manj naprej živel. Ampak danes pa veliko ljudi tako verjamem, kot tisti partijski zagnanci v komunističnih časih. In potem to, ko se pogovarjajo, tam mladi, ne, mi pa nimamo nobenih vplivov na možgane, mi izmišljamo trezno, objektivno in tako naprej, ki smo to popravili. No pa ena kolegica srednjih let reče, pa vada je to tako, rekel, vsej v komunističnih časih je bila reklama zelo boga, pa vpliv medijev, ki so dostopali, včasih ste imeli, kaj se je, televizijo, pa časopisa, danes imate splet, danes imate posod reklame, posod vpliv, je rekla, danes je vpliv teh reklam in medijev bistveno večji, reklame so bistveno uspešnejše, so strokovno napredovale in se ni čudno, da se mladi ne morejo opreti. No in kaj to rekla, sem rekel, mladonca se to je pa tudi res. No, evo, prišli smo do konca osnovnega predavanja, upam, da bo še čas za kakšna vprašanja.
Če ni nobenega vprašanja, hitro razloži mišjo utopijo. Ja? Prej sem se moral približno držati dogovorjenega časa. Mišja utopija je tole, ne? Bom naredil primerjavo z levi. Če imate leve, pa se 3 levi spopadajo z enim levom, 3 levi vedno zmagajo. Za krdelo, ne? Za prevlast v krdelo v domovje mladiče. Ne? Ampak zakaj pa ni potem 5 levo? Ja, tudi 5 levo je. Zakaj pa ni 10 levo? Ker ni hrane. Ne? V tej sobi je pa mišja utopija, je pa hrane, kakor hočete, pa vode, kakor hočete, vsega, ker je utopija je vsega, kar hočete. Ne? Zaradi tega se pojavljajo skupine, ki so velike recimo 30 miši. In ti samci grejo okrog in se posod presvajajo družine. Ne? Mišja družina, če se prav razumemo, je lahko ali z eno, en samc pa ena samica, ali pa je samc pa recimo 4 hale, ne? Se je neka oblika družine, ne? Ni važno kakšna. In ko prije ta tvorba 30, jih premaga kogarkoli. Ne? In potem se samci, ko zgubijo, se začnejo obnašati kot en samci, samice, začnejo potem junaško še boriti, ampak efekt je pa še slabši, ker potem ne more zavrniti čez skrbiti. Skratka, ta schema, ta družbena ureditev, ki velja v nekih pogojih, se v utopičnih pogojih s prenasilnosti pokvari. Zanimivo vprašanje je pa naslednje. Zdaj pa vzamete, takrat, ko začne število miši upadati, vzamete 100 miši ven in jih date v novo prazno sobo. Začetni pogoji so taki, kot prej. Spet bi morali zrezati 2200, ne? Pa ne, tistih 100 miši samo še propali. Z neznamega razloga, potem, ko so se te novi vzorci pojavili v mišji utopiji, ne, kot miši, ki so že seznanjeni z utopijo, pridejo novo kraje, se začnejo obnašati na nov način, ki pa pomeni destrukcijo celotne populacije. Prosim, vprašanje. Ena primerjava. Jaz sem bral, da so delali eksperiment na Chesapeake Island v Skarabuji. Na isto, ne, finto z miši. In je tam potem padla populacija, ne, strmo, ampak ne do 0. Potem so pa ugotavljali, kaj je razlog, in so ugotovili, da je pa šlo do nek sprememb na suprarenalki, se pravi na nadobistni žlezi. Zdaj pa res možno, ne, to, kar ste zdaj rekel, ne, da tista populacija, ki je imela spremembo, ne, na nadobistnici, ne, da ni bila zmožna naprej se razmnoževati, ampak tam tega ni bilo, ne, tam je bilo samo katastrofalen padec, ne, pol pa naprej se... Da ste priporočan za pošto, ne, da se poznava že Ženske akademije in kolega mi še dolžen na temo okolja, ne, tako da bi ga zdaj spodbodil, ne. Hvala za dobre pripombe v tem okolju. Žal tega ne poznam, ne bo prosim linka, ne, tudi za to mišjo utopijo nisem vedel, dokler mi je nek kolega omenil takole Katvija, ne. In bi se sedem pogledal. Pri teh miših ni bilo fizičnega videti nič. Miši so bili fizično take kot druge, tudi te obdukcije pa to niso pokazali razlik, kolikor vem, ne. In je izgleda šlo za ta sociološki, kulturnološki fenomen, ne, kako bi to rekel. To bi jaz rekel, da je to Tupaja fenomen. Tupaja, ne, je pač en vretenčar tudi iz nam bližji, ne, človeku. Je pa zelo mehni, ne, tako, za vretenčarja, mislim. In razlaga, ne, tega, tam je bilo namreč še nekaj drugega pomembno, da je Tupaja pa kaže, da je nekaj narobe. In sicer rep je drugače kot smrt, ne, če pa so v stresu, ne, je pa tak, gol, ne. Tudi tega pojava ne poznam, to pomoti tudi na kupu je lepo poslušati, tako da lepo prosim, elektronska pošta matjaz.gam/. A kdo drug še pozna, lahko vprašam samo nekaj, kdo drug pozna ta fenomena, sem sam jaz tako neizobražen. Tupaja fenomen. Okay. Zgleda, nisem da edini neizobražen. Hvala lepa. Jaz sem hotel vprašati, to je za živalmi.
kaj pa z ljudmi, ki imamo čustva? Kje so pa čustva? Saj smo višje nad ljudmi, a ne? Mislim, nad živalmi. In tle, ne vem, malo ste poslovno predstavili, saj jaz sem počutila poslovanje tudi v prebivalcev, svetovnih prebivalcev. Ne moramo tako gledati na ljudi, moramo tudi z možgani, s čustvi in mislim, da je problem tudi velikrat ste izpostavili ženske, premalokrat moške, no. Jaz sem jih zdaj oddala en prispevek biti ženska zdravnica, recimo, ne, in tako naprej. To je velik problem, tako da je zelo aktualna tema. Ampak ta čustva vsi zanemarjamo in problem današnjega časa je tisti, ki ste še v službah. Jaz vam ne zavidam, sem vesela, da sem v penziji in sem prišla danes iz radovednosti, kaj boste povedali, priznam, ne. Ker se učimo biti ljudje, a ne, ker tudi, ko si starejši, bi rad komot in lepo živo in delal tisto, kar ti paše, a je to, prosti čas je tudi luksus, ne. Problem je tudi delovni čas za mlade družine. To je recimo tudi, zato se tudi ne odločajo ljudje za več otrok in tako naprej. Vsi imamo radi otroke, pa ljubezen, pa te stvari, a ne, ampak problem je delovni čas. In tudi če zmeri poslušam, da je ženska manj plačana, vsaj v Sloveniji, ne vem, hodite več po svetu, kako je drugje. Pa mislim, da moramo ceniti tudi našo domovino, ne. Saj veste, da se govori o domoznanstvu in tako naprej. Jaz sem še s tem gor rasla, ne. Me je od Ivana Minatija žena učila, prva žena na Prulah, o domoznanstvu smo imeli še v osnovni šoli, ne, ta baby boom generacija. No, mislim, to čustva, ne vem, kaj boste dekleta rekli. Zdaj, prvi ste ogromna tema, ne? Ja, seveda, ne, mislim to, ker sem poslušala že veliko takih srečanj, se ste vse lepo povedali, pa veliko ste preštudirali in tako naprej, ampak če praktično uporabno za mlade, je pa težko, ne. Živali so, mislim, lahko jih daš kaj v kišto ali pa v tisto sobo ali kakorkoli, mene to spominja na to, ko smo mi po vojni se učili o nacizmu in so ga strpali noter, ja ne morem pomagati, to je težka zloraba. In problem moških so tudi zlorabe. Mi poslušamo, koliko zlorab so imeli ljudje. Koliko tlele, ko nas sedi, je imeli spolno zlorabo in zato potem določene stvari ne grejo, se ne izboljšajo, ne, mislim. Sej to je nezavedno, pa je že pri par mesečnem otroku se lahko to dogaja, ne. Mislim, to je tako, ne. Intelektualci moramo tudi vsem tem razmišljati, ne. Če dovolite, hvala lepa. Tle ste zelo veliko zanimivih tem odprli, ne, in s katerimi se glavnem strinjam, gledajte, vsak pač oči tisto, kar se spozna. Jaz nisem umeda strokovnjak za čustva in če bi kaj govoril o čustvih, bi verjetno se vsi samo za glavo držali, ne. Sem pa strokovnjak za to... otroke imaš, ne? Ampak se pa, mislim, moje življenje po moje kar v redu, sem kar zadovoljno. Tako da to pa rabite druge strokovnjake, ki bojo pa še to ta dogajanja povedali, sigurno je to zelo pomembna tema. Koliko sam vem, se kvaliteta življenja zmanjšuje, čeprav imamo čedalje več materialnih dobrin, zlasti darne ženske je večje kot moške. Čeprav več služijo, ko so včasih, imajo več prvic, ko so včasih, ampak zakaj prije do tega udara skozi ta demografski problem? Fovšija, ne? Ne. Kako da ne, slovenska fovšija je na pohodu? Ne, to je svetovni fenomen. To, kar skušam predavati, je drugačna zgodba, ne. Zgodba je ta, da je treba narediti pritisk na ženske, da ne bodo imeli otrok. Ženske po naravi so naravna bitja in po take želijo imeti nekaj otrok. To ni zloraba, to je naravno. Ja, se pravim, poslovanje. Ampak če jim to dopustite, bo preveč otrok. Zato treba ali jim prepovedati kot na Kitajskem, ali je treba z nekem sistemom vrednot to omejiti, ali morajo delati toliko časa v službi, da enostavno nima časa za otroke. Sistem vrednot, da se morajo boriti za neko kariero, ne, ali imate kariero, ali imate pa otroke. Zdaj, če bi lahko oboje, bi še vse imeli nekaj otroke, ampak zdaj tak strašen pritisk, samo karijere, pravo otroci pa ne. Zdaj, je pa zanimivo, da če rečete ene na bok, pa pogledate številke, potem ugotovite tudi nekatere nenavadne stvari, ki mogoče bi vse nacevnimo, ne. Recimo, ženska v Sloveniji na uro dela
dobi več finančnih beneficij kot moški. To je zelo nenavadno, ko to poje državnem svetu, so ljudje uvorčeni, kako je to mogoče. Če pogledate plačo moškega pa ženske, je plača na leto moškega nekaj odstotkov večja kot plača ženske. Če gledate na uro dela, je na leto izenačeno. Če pogledate še pokojnino, ugotovite, da na uro, odvisno kakšen kriterij gledate, na kakšen način primerjate, ampak de facto je razlika minimalna med moškimi pa ženskami glede tega, koliko za uro dela dobijo sredstva. To je statistika, računi in žal je to tako. Se pravi, ali pa zakaj žal? To je odličen rezultat. Pomeni, da smo dosegli idealno stopnjo enakosti med spolom, fenomenalno dostaček, zakaj pa mediji stalno nabijamo, kako smo tle slabi in grdi, ne vem, zakaj je to dobro. Namesto, da bi vsi govorili, da smo tle prvi na svetu, ki smo v bistvu to dosegli. Jaz mislim, da smo to dosegli, da je fajn in da bi morali biti na to ponosni, ne pa da se kritiziramo, pa ne da nekaj straniramo. Kaj pa nezaposleni? Zdaj pa mislim, da se prečujem, pa mislim, da je bil gospod Petrle, prej pa boste to vi, če verjam. Če se prečujem za pozen prihod, ampak v bistvu so bile 3 zelo zanimive zadeve in jaz sem skušal biti na vseh 3. Ampak, ker vas že nekaj časa spremljam, mislim, da le v osnovi vem, kaj ste povedali in sem vesel, da se sin mojega profesorja Ivana Gamsa ukvarja prav s temi vprašanji, ampak se moram spomniti ob tej priliki še enega drugega geografa, ki je bil moj mentor, dr. Lojzeta Gosarja, delal je na Urbanističnem inštitutu in je v poznih 70-ih zračunal že to, tudi o čemer ste vi danes govorili, kako bo 50 let kasneje. In žal se je resničilo. Moje vprašanje se je nanašalo na tole na koncu, kar imate na steni, o tem se ne sme govoriti na glas. Mene zanima, ali je tukaj prišlo do enega mentalnega ali vrednostnega premika, ker ko je Gosar na to opozarjal, kaj se nam bliža, je bilo to ocenjeno kot ideološki pristop, da ne rečemo skoraj cerkven. Cerkev je pač na to opozarjala tudi v tistih časih. Potem se je začel s tem ukvarjati naš kolega Janez Malačič. On je že malo lepše skozi prišel, če tako rečem. So mu prisodili več strokovnosti, če tako rečem. Zdaj bom pa preskočil na dogodek, ki se mi je zgodil pred 2 meseci pri Gdansku, nekje, ker smo govorili o prihodnosti Evrope v družbi s Porošenkom, Buzekom in tako naprej. In jaz sem bil malo pozitiven, če tako rečem, do dejstva, da ima nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen 7 otrok. To je pa en mlad mož prosil za besedo, pa je rekel, gospod Petrle, bi pa od vas pričakoval malce bolj ekološko stališče. In rekel, si vi predstavljate, koliko CO2 nadiha 7 otrok. To vidim, pravim, v zvezi s tem, kar ste vi, v zvezi s tem vašim zadnjim stavkom. Jaz sem potem vprašal, kdo je ta človek. Jaz sem idealistično mislil, da je on hotel s to provokacijo meni dati priliko za dober odgovor. Potem so mi pa njegovi bližnji povedali, da on to zelo resno misli. In kasneje, čez 14 dni sem pa zvedel, da obstaja v Ameriki gibanje, ki dobesedno in še kar uspešno prepričuje ženske, naj nimajo otrok, ker bo itak vse vrako zdaj. Oni imajo še drug motiv, če tako rečem. Zdaj, mene zanima, če vi zaznamate v slovenski zavesti kakšen premik, jaz bi rekel, od takvanga ideološkega ali vsiljeno ideološkega vprašanja do, jaz bi rekel, bistvenega, da ne rečem, preživetvenega vprašanja. Imate lahko kaj rečete o tem, kakšno je danes slovensko razumevanje in recepcija tega vprašanja? Ja, meni se zdi, da smo kljub tej kritiki ne uspeli doseči svoj cilj, ker znanost kot kaj drugega kot opozoriti, povedati, kaj je res, ne more. To se mi zdi, da smo uspeli pokazati, kljub temu, da so nas malce pokritizirali in s tem je bil v nekem smislu naš namen dosežen. In zdaj pa skušamo
seveda te stvari tudi upeljati, koliko se da preko teh ministrstv pa politike, ampak je neverjeten trden zid. To so prepričani v svoje, tako kot bi imeli neke, pustite izrazu, neke ljudi, ki so trdno zavedovani v določene usmeritve in jih ne moš nič premakati. Tudi če se pogovarja z ljudmi, ki trdijo, da je zemlja ploščata, vsi ne moš nekaj, pa da je cepljenje škodljivo, se pogovarjajo z njimi, so pametni ljudje, ampak jih ne premakneš. Enostavno so zavedovani v svoje in se nič ne spremeni. Se pravi, javnost smo uspeli spraviti te stvari, ki tudi tukaj o njih govorimo, tudi to, da imam tukaj predavanje, je to nek način prezentacije v javnosti. Se pravi, ta spoznanja v javnosti so dana, masovni mediji še vedno vršijo isti pritisk, še vedno nočejo sprejemati ukrepov v Sloveniji, taki, ki bi bili učinkoviti za povečanje rodnosti v Sloveniji. Se pravi, praktično se v bistvu ni dosti spremenilo. Mislim, da v zavedanju pa v javnosti pa bi rekel, da se ljudje teh dilem zavedajo. No, če ste živeli v takih ekstremnih primerih, bi povedal še en primer, ko je bilo na nekem srečanju v Ameriki, ki seveda potem tako spride na spleta, je en izmed protestnikov rekel, da je otrok koliko preveč, da pa ljudem pametno, da bi otroke jedli kot hrano. To je mogoče taka že črna humora, ampak dejansko je vstal in je to rekel. Upam, da je to odgovor na vprašanje? Hvala lepa, jaz sem, kako bi rekel, bi malo odsoten, če tako rečem, zadnjih nekaj let, ampak ko sem zadnjič bral Žerdina v delu uvodni v sobotni prilogi, oziroma prva stran, demografija, se pravi, biološke komponente ne omenja. On se giblje v migracijskem oziroma v mehaničnem delu. Toliko ljudi bo premal, toliko jih rabimo, toliko jih lahko pride, skratka, rodnost, veselje do otrok, veselje do življenja, ti pojmi niso prisotni. In tudi v Bruslju, recimo, sem seveda srečal veliko ljudi, ki gledajo zadeve enako. Generalna misel je, oziroma argument je, na svetu je že tako in tako preveč ljudi, če bo šlo tako naprej, bo to za vse nas slabo. Teza ena. Ja, teza ena, ogroža civilizacijo in tako naprej. Skratka, ljudje tega ne vežejo ne z vprašanjem kulture, identitete. Po drugi strani imate pa, gledajte, nova predsednica, že prej Weber, pred njo je postavil geslo ohranimo European way of life, evropski način življenja. To je pa teza dva. Jaz jih sprašujem, ali se lahko ohrani evropski način življenja brez Evropejcev. In se jih ne čudijo takemu vprašanju. Ja, če mene vprašate po osebnem mnenju, to, kar se je dogajalo s tem mehno rodnostjo zadnja desetletja, s to, kar svobodo emigracijo, pride vsi s konci krajev, to je seveda bilo zelo škodljivo za evropsko civilizacijo. In to povem kjerkoli in kadarkoli. In te pojavi, ki smo jim pričali, recimo to, da danes v marsikateri državi, recimo, jaz se proglasim za žensko. Mirno, se mi treba operirati, samo grem nekam na urad, rečem, da hočem biti ženska in dobim potrdilo, da sem ženska, in potem lahko nastopam celo na nekaterih ženskih tekmovanjih, recimo v boksu. No, danes je sicer ženske že prebudale, ampak tisti športniki, moški, ko pa pridejo na tekmovanje ženskami in pa pokradejo par kolajn, tako naprej. In se to kar dogaja. Ampak teza tega predavanja je bila to, da se ne dogaja to slučajno, ampak se dogaja namenoma, ker skušajo vse tiste komponente, o katerih smo prej govorili, ki vplivajo na rodnost, skušajo vplivati na družino, da se družina razkroji, vplivati na vse te vrednote, da se razkrojijo, zato da bo otrok manj, in to delajo preko spletnih mehanizmov in podobno. To je pa teza, ena izmed tez predavanja. Hvala lepa. Ja, vaše vprašanje? Moje vprašanje je, kako vpliva na rodnost nezaposlenost? Kako nezaposlenost vpliva na rodnost? Ja. Povedal sem prvi del, da ali imate ženska ima izbiro, ali je zaposlena, pa mora garati. Danes vemo, da služba razen morda ponekod izjemoma, ampak praktično moraš cel dan delati in nimaš časa za otroke in se boš pregaral in prekuril. Vsak otrok je preobremenitev, posebej, če ima 2 ali pa 3. Čemer mora imeti, a veste, koliko otrok mora imeti ženska, ki lahko rodi v Sloveniji
za izravnano stanje 2,1. 2,5, zato ker vsaka ta peta ne more imeti, pa nima otrok. Se pravi, vsaka ženska, ki lahko rodi, mora imeti povprečju 2,5 otrok, da sploh prijete do 2,1. Ker imamo pa to minusa bi bilo pa veliko bolje, če bi imeli povprečju rodnost 3, imamo pa dvakrat nižja. No, drug pojav je pa to, da imate, varianta je pa to, da imate otroke, da živite nekako normalno, človeško, kulturno življenje, potem ste pa nezaposleni, ampak potem pa nimate denarja, nimate vero za to, da bi otroka neko imeli, in če nimate vero, če enostavno ne morate kvalitetno živeti ne kot vi, kot ženska samoporodnika recimo, oziroma ki mora skrbeti še enega za otroka, ker je to ženska brez družine zelo težko živi. Pa brezposlena ali poslena, to je samo podnebni sistem, ki si reče, da to super, ni kaj pa čez boli, tako naprej, to je manj kvalitetni sistem, kot če imate neko obliko družino. Je polno oblik družine, lahko imate tačno krščansko, lahko imate kibuc izraelski, lahko imate muslimansko, važno je, da so drugi ljudje, ki pomagajo pri otroku, ker je imeti otroka je prenaporno za eno samo žensko. Če je to breme naprtite samo žensko, ženski ste jo prebremenili. In to ni fair, to ni fair. Prosim. Ja, jaz bi to kot vprašanje postavil to. Tisto, kar je pokazalo predavanje, je to, da so situacije seveda v različnih delih sveta zelo različne. In da imamo mi težavo, kako zagotoviti tolikšno rodnost, da bi vse neko enostavno reprodukcijo, kot če tako rečem, zagotavljali. Po drugi strani pa seveda obstajajo ogromni deli sveta, kjer je rojstev še vedno zelo veliko, in prebivalstvo še vedno raste in sledi tistemu trendu, ki ste ga pokazali. Kako zdaj doseči dogovor v svetu, da bi se te politike nekako uravnali. Videli smo recimo zdaj na okoljski konferenci, da je to nemogoče praktično. Pa vsi vemo, kako je s podnebnimi spremembami, ampak politiki še vedno ne eni, ne drugi niso sposobni dogovora. Bi pa še to rekel, kar je gospa postavila vprašanje čustva. Zdaj, problem, ki je, se mi se zdi, da je dr. Dansko nismo že odgovorili. Vsa ta masaža skozi medije, skozi spletne platforme in tako naprej, najbolj deluje ravno na čustva. In če vi gledate danes, kako čustvujejo generacije, ki prihajajo, se na ta čustva ni ravno zanašati, kaj se tega tiče. Absolutno. Ja, a zdaj, kaj je bilo pa konkretno vprašanje? To, kako doseči to... Ampak gledajte, sej v bistvu po svoje pa to še kar dobro funkcionira, Te vrednote, ki razvijajo družino, pa vdržijo življenje ženskam, kakorkoli so grdi in neprijetni, za življenje samo, pa kljub temu dajo neke rezultate. Poglejte si Brazilijo. Pred 50 leti so imeli rodno 6,3, se pravi 600 otrok na žensko in so prišli na 1,9 leta 2000 zdaj. In tak rezultat je očitno možno doseči tudi v tistih krajih, kjer imajo veliko rodnost, recimo v Afriki, pa v drugih krajih. Tudi tam rodnost počasi, ampak zanesljivo pada. Tako da se bo rast predvidoma ustalila pri 10-11 milijardah. Sicer prepozno, morajo bi s tem bistveno pozneje začeti. Tako da to je čisto fino. Naj tam v te ekosisteme neoliberalnega globalizma, potrošništva pa tako naprej veljavijo, ko je to najbolj enostavno način. To je veliko boljši način, kot pa kakšna vojna, stradanje, humanitarne krize in podobno. Veliko, da ta mehanizem je pravzaprav glede na ceno še najbolj znosen. Vsaka stvar nekaj stane. Ampak v Sloveniji pa moramo nazvan govoriti, ja, treba je to tako naprej, no znotar moramo pa, to je predlog, dajmo pa drugače delati, dajmo skrbeti za družino, dajmo skrbeti za otroke, dajmo skrbeti za ženske, dajmo skrbeti za mlade, dajmo skrbeti za stare, dajmo skrbeti za ljudi. Mi to lahko počnemo, ker imamo določeno nacionalno suverenost, in ozvan, se vse strinjamo globalno tako naprej, ozvan se ne splača konfrontirati, znotraj pa poskrbimo za kvalitetno, čustveno in tako naprej življenje. In to se da, to se pripričam, da se da po moje najboljša.
negovati in razvijati čustveno Zdaj inteligenco. vprašati, kateri so bili ukrepi, ki ste jih predlagali pristojnim ministrstvom, recimo pa vas nočejo slišati. Najbolj ste jim nekaj konkretnega dali na mizo, pa se delajo zdaj s tem. Dali smo eno knjigo, recimo, ne bilo razvijanske demografije, zdaj pripravljamo skupaj belo knjigo o okolju, kjer so not konkretni predlogi. Recimo, vsaki 10 km na uro več pomeni 10% nesnaženja več na avtocesti, pa kljub temu 40% ljudi po avtocesti vozi bistveno hitreje, kontrolni pa noben. Skratka, zdaj veliko enostavnimi načini bi lahko varstvo okolja predvsej poboljšali. To govorimo zdaj, silje. In zdaj pri demografiji smo na zadnje bili v konfliktu, zadnje 2 meseca pri starševskih dopustih za moške. Se pravi, oni uveljavljajo nekaj, kar je po naših študijah negativno za rodnost. Ne vidi se tako simpatično, da ima še moški v rodnost, to je enakopravnost moške pa ženske, ampak družino kot celotno to še degradirano, še dodatno degradirano poti do karijere. Zakaj je porodniška slaba? Zato, ker žensko predvsem, zdaj pa še moškega izločiš iz poslovnega procesa, potem je tak, recimo moški, ki ima otroke, je drag. Rajše vzeti moškega, če si strogi biznismen, se ti bolj splača vzeti človeka, ki nima otrok. A ni to jasno? In to je bil zadnji ukrep, kjer smo se konfrontirali, oni tako, to pa ni res. Se rekli, pa dajte analizirati, dajte študijo naročiti, bomo mi naredili študijo, da je bo reče, da ni šans, oni verjamejo, da je tako in zdravo. To je zadnji tak ukrep, ampak ključni ukrep je tale, Pri vzgoji, zdaj se sliši malce kontradiktorno. Otrok ne sme biti predrag, preveč zahteva, zato da imaš lahko nekaj. Če je zelo drag, si lahko privoščiš kvečem enega, pa nobenega. Če je otrok ni predrag, nekaj si nedragocen, vsak mora biti dragocen, kot človeško videti. Če ni predrag, jih imaš lahko več. To pomeni, da je treba nekako s take ukrepe stimulirati, da imaš take pogoje. Teh konkretnih predlogov je pa veliko in zdaj ne moram se naštevati, ampak so relativno preprosti in bi po mojem mnenju ni treba niti, da so ne vem kako finančno dragi. Vi morate samo paziti, res, da ustvarite primerno okolje, ker če pogledate ankete, ženske mlade bi imeli otroke, 3 poprečju se mi zdi, to je tisto, recimo idealno število. Ampak potem ženske, ki imajo dejansko imajo pa potem 1,5 otroka na mesto 3. Zakaj? Ker jih okolje tako omejuje, tako pritiska na njih, tako težko je imeti otroke, tako naporno imeti kariero. Treba se te pritiske razahljati. Zdaj sem načelno odgovoril, vi ste pa seveda konkretni predlogi so pa točno taki, da temu ustrezajo. Upam, da sem uspel Kakšno vprašanje? Še kaj ne pa. Ivan, se ti tudi, če niste nekaj vprašali. Še prav glasu. Kakšni so po mojem mnenju sprejemljivi ukrepi, da bi prišli v povprečno 2,1? Ja, to sem že odgovoril, da konkretno so pa, vsi ti konkretni ukrepi služijo samo temu, da ženska, ki odloča, da ima otroka in največ energije, bo še vedno ona vlagala, da kljub temu se je mogoče neka karijera. Dodal tak preprost primer, v katerem se že 2 leti kregamo v državnem svetu. Jaz trdim naslednje. Ženska ima danes bistveno manjšo varnost pri tem, ko ima otroke, vsi po vrsti, vsi drugi, tudi državnem svetu mi pa pravijo, ne, to je po zakonu, ne smete odpustiti, če morate nazaj v službo vzeti, če ima otroke. Ampak to velja samo za nedoločen delovni čas. Večina tam mladih je pa na določenem delovnem času in to razmerje se stalno poslabšuje. Danes imate prekarstvo, niti določenega delovnega časa, imate pogodbe prekarstvo, kakšne začite imate pa tam nobene. Zakaj ne spremenite, jaz ste me pa razumela, se pravičuje. Zakaj ne date ženskam take varnosti, kot se je imelo v času Jugoslavije? V Jugoslaviji so bili vsi nekoč zaposleni za nedoločen delovni čas, vse ženske so imele varnost, če so se odločili otroka imeti. Zakaj danes nimajo? Zato, ker so se zakon obstal, ampak oblike zaposlitev so se spremenile in posledično je varnost padla za 50-60%. Pa nihče ne reagira, isto govori tam, kar ne.
Se vračujem, pa te ste me pa speli razumeti. A vidite, to ne samo, da je to tak ukrep, ki škodi nerodnosti, to je grdo. To je grdo do žensk, nekako človeško etično čutim to kot eno krivico. Ja, pa posledično do moških, ne? Do moških. Posledično tudi do moških. Ja. Redo? Na tole vprašanje, kako zagotoviti večjo rodnost. Prva pravzaprav z vidika ekonomije je bivališče. Zagotoviti stanovanje. To je po mojem največji problem, ki obstoja recimo za rečemo mlade družine. In tukaj seveda se stvari ne premaknejo nikamor. Jaz imam eno izkušnjo zdaj v bistvu katastrofalna. Pa bom povedal, kakšna je filozofija recimo na ministrstvu. Pa to ni rečeno, da je to recimo minister, lahko je to tudi neki srednji kader, ki ne ve, kaj počne. Recimo predlog je, da morajo biti samo stanovanja, ki imajo več kot 4 ljudi, obrnjena proti recimo sončni strani. Oziroma, drugače rečeno, enosobna stanovanja garsonjere so lahko obrnjene praktično proti severu. Zdaj pa pogledajte, zdaj imate pa problem z njeno svetlovo in vplivom njene svetlove na zdravje, pa učinkovito delovanje sistema. In seveda to zdravje je povezano tudi z rodnostjo, da se razumemo, zelo blizu. In enostavno, sem noter potem padejo prezunisti, recimo, ki pričakuje se, da bojo šli iz velikih v ta mala stanovanja, se pravi, da bojo šli v manj vredna stanovanja, kar se tiče zdravja. Ampak tudi tiste družine, ki nimajo sredstev, in to se že v resnici dogaja, grejo v stanovanja majhna, ki so obrnjena proti severu. Človek je pa danes v stanovanju 63% časa. In to je recimo en neposreden vpliv negativen na, tudi na recimo rodnost ali pa na razvoj, če tako vzamete. Tako da to, mislim, da je to v ekonomskem vidiku en zelo pomemben faktor. Druga stvar je pa, zdaj, ker se tudi omeni, če lahko za ekonomij med se vprašali. Po moje so te medijski prostori tak v lasti multinacionalke pa delujejo kot rak. In rak deluje tako, da uniči organizem pa še sebe zdravo nazaj. To je problem. In recimo, zdaj bo mogoče kaj. Jaz se absolutno strinjam s Trumpom, ki je rekel America first. Jaz pravim Slovenija first. In bomo ta prvi slovenski problem rešiti, potem se pa zabavajo z drugimi, kako ste vi tudi sam povedali. Ampak tega se treba zavedati in potem tudi dejansko to narediti. Pa najbolj recimo takih stvarih, kot je banal, pa ni banal, stanovanje, da je tam zdravo stanovanje, ki omogoča večjo učinkovitost delovanja sistema. Na tem se pa to lahko naredi. Ja, kaj je veliko zanimivih idej, ko spet povedani, ki se ne da hitro odgovoriti, ampak v glavnem ni kakšne posebne korelacije med bogatstvom pa med rodnostjo. Recimo, mi dva z ženo smo imela 4 otroke, pa smo živela v spalnici 12 kvadratnih metrov, bila sta ta pograda, poleti je bilo tako vroče, smo imeli edino okno v spalnici odprto, pa še bila taka sopara, da se je poletnih dneh takole nabirala, ampak tisti so bili najsrečnejši trenutki mojega življenja. Tako da to ni direktna relacija. In pogosto pravijo, da več daš za te stvari večja borodnost. To glavno to ne drži. Mislim, da so te drugi ukrepi, se spomnite, kateri ukrepi so bili pri uničevanju tiste stare patriarhalne družbe, kako morate tak. In seveda ne morete tega vsega uveljaviti, da bi ženske manj učili zaradi tega, da bodo imela več otrok, kar bedarija, da ne vem, ko se to spomni. Kako sploh lahko take stvari se to spomni. Ampak so pa ostale to, da zagotoviš neke stimulacijo, da je družina, recimo, zakaj se družino degradira, zato da je otrok. S tem ste skladno. Zakaj ne bi spet uvedli, to je treba samo zakonodajo spremeniti, ne rabite nobenega denarja. Samo stimulirate spet, da neke oblike družine, pa zopet je vseeno kakšna je. Samo da ženska ni sama.
neke oblike družine, neke oblike podpornega okolja, da ženske potem lahko naravno živijo. Take recimo ukrepe, ki ste vprašali, tisti ukrepi, negacija tistega, kar je bilo tam navedeno, razen po izobraževanju, cerpaciji, pa tistih, tisti so najbolj učinkoviti. Po našem mnenju. Ja? Točno vprašanje. Če ne bi se zahvalil še enkrat, profesor Gamsu. Hvala lepa. Za zanimivo. Prejšnje praznike, se ne bomo več videli. Prejšnje praznike so... Morda samo še to, vsi, ki ste morebiti zamudili predavanje, posnetek bo tudi na YouTubeu in ga lahko poiščete, predavanje smo snemali, tako da tudi v imenu Slovenske matice uspešno in srečno 2020.